Prav lepo pozdravljeni v že 8. oddaji Širimo VIP Zasavje. V tokratni oddaji bomo govorili največ o nogometu. Z nami je naš prvi sogovornik Domen Počeha. Domen, midva sva že tolikokrat takole sedela pred kamero, ne vem pa, če že kdaj na sobnem kolesu. Ja, to pa res ne, se tudi jaz ne spomnim, da bi bila. Ti sam pa si pogosto na sobnem kolesu? Na sobnem ne, sem na navadnem večkrat, ja. To je pa malo dolgočasno? Ne, zaenkrat, če tudi ne glede na vremenske razmere, sem še aktiven zunaj, tako da še izkoriščam tisto. Kadar je pa slabo vreme, pa tudi tukaj izkoristim. Čeprav na višku svoje, profesionalne oziroma športne kariere, ko si bil dvakratni udeleženec olimpijskih iger v sankanju na umetnih progah, si pa ti obiskoval fitness, ne? Ja, tisto je bilo pa dnevna rutina. Tako da takrat sem pa veliko časa na kolesu ali pa na tekalni stezi preživel. Ali pa veslačil. Malo naveličal, ne? Tudi ja, mogoče. Domen, zdaj jaz vem, odraščal si v Kisovcu, kjer je bil nogometni klub Svoboda. Potem si šel menda tudi v Zagorje, Proletarec, kako je bilo že takrat? Začetka smo se igrali nogomet, ko se je prvo upisal, smo šli vsi za njim. Že pred blokom, ne? Že pred blokom, iz bloka smo šli v klub, tako da sem igral za Kisovec, kasneje za kadete mladince, pa tudi v Zagorju. Ampak post pa kar hmal, ne? Prišel je to. Ja, ko sem bil že kadet, sem tudi sankanje se spoznal s to ljubeznijo in nekako me je bolj vlekel tja in sem tam ustrajal, pa nekaj časa sem lahko še kombiniral. Potem pa se je bilo treba bolj specificirati in specifično ratati, tako da sem se odločil za sankanje in bi rekel, da mi ni žal. No, pri nogometu zagotovo nisi bil eden tistih prvih, ki so se v Kisovcu začeli z nogometom ukvarjati, pri sankanju pa, ne? Tako ja, pri sankanju sem z očetom skupaj, ne? Tako ja, sem bil pa, mislim, da sem bil ta 5. v vrsti, ko sem prišel k sankanju. Najprej sem bil Kovačiči bolj, ne? Tako, na začetku pa. Eno dekle se spomnim tudi, ja. Tako, potem pa sem tudi jaz že prišel. In takrat se je potem začel. In ti si bil tudi prvi, ki si šel na olimpijske igre? Tako ja, 2006 v Torino sem bil prvi na sankanju na umetnih progah, da sem šel na olimpijske igre in čez 4 leta tudi ponovil to. To je bilo pa potem 2010 Vancouver. Tam je bila tista navadna proga? Tako ja. Smrtni primere, kako? To je tam, ko se je naredila. Ja, zelo hudo, ja. Imaš potem kaj zavoro vožiš? Ja, normalno, ja. Takrat je bilo zelo težko se spraviti nazaj na sani, nazaj na progo, ampak se je nekako prebrodilo to, ampak to definitivno ni bilo lahko. Mogoče navzven se je zgleda tako, ampak v sebi pa nobeno tekmovalcev nobenemu ni bilo lahko. Domen, in zdaj kot športnik se veliko tudi v varstveno-delovnem centru Zasavje ti posvečaš tudi športu, ne zdaj, da bi sam sebe treniral, ampak da treniraš uporabnike, različne športe, poleg ostalega dela. Tako, ja. Tako v VDC-ju skrbimo za različne interesne aktivnosti in nadstandardne aktivnosti in en del je tudi šport, to je nekako, devamo temu velik pomen in zato je tudi v tem projektu Širimo VIP Zasavje tudi v bistvu delujejo kineziologi, se pravi, da se bolj specifično ukvarjajo z vajami za naše uporabnike in tudi zaposleno imamo kineziologinjo, ki skrbi za to in je to velik doprinos vsak dan naših uporabnikov, da skrbijo za fizično telesno pripravo in je vsem lažje, ker in tudi, če si nekako telesno aktiven, je tudi bolje deluje in je to vse povezano. Še bolj pa je, da grejo potem ven iz VDC-ja, da se predstavijo javnosti, pa tudi, da kdaj si najdejo od zunaj prijatelja, partnerja, s katerim recimo igrata namizni tenis, košarko, nogomet ali pa kar drugega. Tako. To je pomembno, to je tisto Širimo VIP, ne? Tako, tukaj pa ta povezava vseh teh našega projekta Širimo VIP Zasavje, da smo odprti, da se povezujemo. Potem je tudi podporne storitve, ki so začeli septembrom lanskega leta, so prišle v zakon in v pravilnik, da iščemo ljudi, da se povezujejo z našimi uporabniki in na koncu tudi specialna olimpijada ima takšen program, Unified se mu reče, in je to ta povezava, da so športniki vključeni v klube, da se povezujejo s prostovoljci in da trenirajo. Primer je to, da
hodijo enkrat na teden, dvakrat na teden recimo teč in potem grejo skupaj na tekmovanje, recimo Ljubljanski maraton, tek po Zagorski dolini in podobno. Ne. To je naš naslednji sogovornik, ne, Peter je že bil na ljubljanskem tem teku. Recimo Glavač, ne, tudi nogometaš in pa tudi dober karatist in njega pa vidimo, smo ga videli tudi na mednarodnem turnirju. Mislim, karateja v Katah in bil medalja. Ne. To je cilj, da je ta povezovanje, da smo povezani, da ne glede na vse, da ni več tako, ne, zaprti v svoje sobane. Tako, daleč od tega, cilj je ta vključevanje, povezovanje in to nas tudi drži gor. In je tudi, se res treniramo v dopoldanskem času, ko so naši uporabniki v VDC, ampak potem se pa strmi, da se gre na tekmovanja, da se vključuje, povezuje, tako na kulturnih področjih in kot v športu. Ne. Šport je res tako fajno orodje, ko lahko združuje, povezuje, ne glede na uspeh, na zmaga, poraz, vsega se učimo sprejemati in tako da uživamo v tem. No, jaz včasih pridem v telovadnico osnovne šole Ivana Skvarča, v to veliko športno halo, ne, kjer nekateri igrajo košarko, elemente košarke, nekateri laufate po igrišču, ne, za žogo. Tako, jaz pa včasih namizni tenis tudi z veseljem odigram. Vse to je tudi namen, ne? Tako, ja, in tudi tam se srečamo z drugimi, s srednjo šolo, z osnovno šolo in tudi tukaj ta povezava poteka, ne, in to je res ta cilj, da smo povezani. No. Zdaj, prej sem ji omenil, nekako sem razumel, da leta nazaj ni bilo toliko težava pridobiti nove športnike, ne? Dobro, ni pač vsak sposoben telesno zaradi različnih invalidnosti igrati nogomet. Ne? Ja. Zdaj pa to malo teže, ne? Zadnja leta. Tako, ja, nogomet je... Se je zamenjalo, kdo pride zdaj v VDC? Tako, ja, so te trendi, kdo pride, nekateri se malo upokojijo, ne? Ker so že starejši in ne želijo več igrati, tako da so in pridejo različna obdobja. Ne? Je pa nogomet zelo kompleksen zadeva, ne? In mogoče zahteva malo več športnika, ker se veliko stvari dogaja. Mi igramo 5-5, ker če bi igrali 7-7 ali 11-11, tisti je še, nismo še tukaj, nimamo dovolj športnikov, ampak igra 5-5 nam pa nekako zlaufa, da imamo tudi dovolj menjav in da smo dovolj enaki, da noben ne izstopa in da igra poteka tako nekako nemoteno. In koliko jih imaš v varstvenem delovnem centru v Zasavju, to je sve sključno z Litijo, nogometašov, ki lahko nogomet igrajo? Zdaj bi bilo za eno reprezentanco, ne? Tako, trenutno jih imam, na spisku jih je 12, ki jih želijo, kot se sami izrazijo, želijo, da bi radi igrali, tako da na treningu nas je pa od 5 do 8, tako da ekipa je vedno sestavljena. No. No, ti pa vodiš na nek način slovensko reprezentanco, ne? Ti si funkcionar specialne olimpijade Slovenije, direktor je kako? Tako, ja, pri specialni olimpijadi sem zdaj športni direktor, tako da nekako bdim nad vsemi športi. Specialna olimpijada, koliko jih je? Poletnih športov goji 8, tako da se nekako bdi. Za vsak šport je tudi odgovoren glavni trener za šport. Jaz sem pa recimo, povezujem te trenerje skupaj. Sankanja pa ni, ne? Sankanja pa ni. Krpljanje pa je, ne? Krpljanje, tek na smučeh pa alpsko smučanje so 3 zimski športi, ki jih gojimo pri specialni olimpijadi. Tudi jaz, ja. V bistvu bolj sam alpsko smučanje, nekako tek na smučeh nam zmanjka kapacitet, ki bi lahko trenirali. Krpljanje pa probamo držati in da smo aktivni tudi na tem. No, pri nogometu, kar se tiče reprezentance, zdaj, če bi VDC Zasavje šel na kakšno tekmovanje, greste lahko, ker vas je dosti, ne? Ampak, ko pa govorimo o reprezentanci, takrat je pa izbor. Kolikor vem, so 3 plus ti iz VDC Zasavje člani reprezentance, specialne olimpijade, nogometne, ne? Tako, ja. Ostali pa? Kadar gre za kakšno mednarodno tekmovanje ali pa svetovne igre, nas čakajo naslednje leto junija v Berlinu. Vsi trenerji nogometnih ekip smo se dobili na sestanku in nekako oblikovali ekipo, ki je optimalna za nastop na svetovnih igrah. Tako da vsak je dal nekaj športnikov, tako da ekipa, ki bo šla na svetovne igre v Berlin, prihajajo športniki iz 4 različnih ustanov, tako da poleg nas pridejo tudi iz VDC Želve,
iz VDC Tončke Hočevar in CODV Radovljica in mislim, da je tudi CSD Janeza Levca. In to je ta izbor, ampak dejal si, naredimo izbor, ampak ne vedno samo po kvaliteti, ampak tudi pogledate, če je že kdo bil na kakšnem tekmovanju mednarodnem. Tako, vedno ima prednost tisti športnik, ki še ni bil na nobenih svetovnih igrah. Tako, ja, da vsak dobi to možnost nastopa na tako velikem tekmovanju, ker to gre res za eno ogromno tekmovanje, se pravi, ta svetovne igre bodo potekale v Berlinu, v bistvu vsega skupaj 15 dni. A so to kot olimpijske igre skoraj? Tako. Vsi ti športi so poletni, ne? Tako, vsi poletni športi, tam jih je pa, mislim, da jih je 28 različnih športov. No, in to ti še greš, če tudi ti vmes kakšna funkcija ugasne? Tako, ekipa se zbere, ekipo je treba prijaviti, vsak posameznik se prijavi oziroma ustanova ga prijavi za svetovne igre in potem se je naredil izbor že lansko leto in ekipa, se pravi ta delegacija 38 bo odpotovala v Berlin. 38 športnikov, prav tekmovalcev 10? Trenerjev, vodja delegacije, pomočnik, zdravnica, trenerji za vsak šport in športniki. Je pa verjetno takrat velik zalogaj, pa tudi finančni. Kako pa je s tem? Mora to pokriti vsak VDC ali to država pokrije? Tako, dogovorjeno je to, da polovico prevoza pokrije tisti, ki je prijavil športnika oziroma trenerja, vse ostalo krije specialna olimpijada, prevoz, opremo, priprave in vse to. Na samem prizorišču pa potem organizator poskrbi za vsako delegacijo. Zdaj na olimpijskih igrah praktično so vse reprezentance, svetovne. Koliko reprezentanc pa tu pride? Tudi tukaj. Res? Pričakujejo krepko čez 100 držav, da se bo in tudi svečani mimohod? Tako, svečani mimohod. Edina razlika mogoče je tukaj, ker specialna olimpijada, svetovna in vse to je apolitična, se pravi, da tudi tam ni nobenih zastav, nobenih sponzorjev, ker tam so vsi enaki, smo vsi enaki. Torej, ni zastav Slovenije? Tako. Nič? Ne. Ve se, da je Slovenec? Vsi uporabljamo isti logo, kot piše Slovenija, ne uporablja se tudi na podelitev, ko greš na podelitev, ne greš zastavo. Medalje se pa... Kaj pa himne se potem tudi ne gre? Tako. Pa se tebi zdi to prav? Zdaj, meni se zdi, da bi bilo lepo, če bi himna igrala. Ja, normalno je lepo, ampak ja, to je... Drug namen. Tako, ja, specialna olimpijada ni samo športna organizacija, to je gibanje, kakor povezuje vse športnike tudi z motnjo v duševnem in telesnem razvoju in se trudi to, da naredi enako med vsemi. No, Domen, zaradi logistike bomo tokrat slišali le predstavnike nogometne reprezentance specialne olimpijade, ki so tudi uporabniki varstveno-delovnega centra Zasavje. Zdaj so pridi, vsi radi trenirajo, zdaj verjetno včasih pridejo tudi ostali na treninge, kako je to organizirano? Treningi potekajo za vse, normalno. Vedno ob sredah pridejo tudi iz drugih VDC-jev? Kar se naših tiče, imamo ob sredih organizirano telovadnico, drugače treningi potekajo v naši telovadnici VDC-ja. S pripravami te nogometne ekipe, ki gre pa v Berlin, bomo pa takoj, ko bo malo topleje, začeli z enotedenskimi skupnimi treningi, ki bojo večinoma potekali v Ljubljani zaradi logistike. To je pa tudi logistika potem, ne? Tako, ja. Treba kar organizirati. To bo po danskem ali dopoldanskem času? Se bomo prilagajali. Načeloma bomo probali v dopoldanskem času, zato ker imajo vsi športniki, so tudi takrat prisotni in tudi trenerji smo takrat prisotni, da se dobimo. Bomo pa prilagajali, se tudi prijavili na kakšen turnir, da dobijo čim več tekmovalnega ritma naši športniki. Ja. Decembra ste bili na enem turnirju? Tako, decembra pa smo bili na mednarodnem turnirju, božični novoletni turnir v Unifidu, se pravi, je bilo 5 športnikov in 3 partnerji ter 2 trenerja. Smo se udeležili tekmovanja in je bila tudi zelo dobra izkušnja. Torej 10-članska ekipa, 5 uporabnikov, potem pa še ostali trenerji. Ti si igral tudi, ne? Jaz sem pa igral, ja. Jaz sem bil partner z našimi športniki. Pa si lahko postavil pa in igral oboje? So drugi dirigirali pa mene menjali, tako da ja. In kako uspešni ste bili? Bilo je zelo uspešno. No, prvič smo se udeležili tega Unified turnirja, da smo partnerji zraven igrali, se pravi kot prostovoljci. In smo dobili kar nekaj zmag, tako da na koncu smo med 12 ekipam smo zasedli 6. mesto. Je pa taka osebna izkušnja bila res zelo dobra, ker
ko so naši športniki dali gol, to je bilo pa res veselje, ne? Da je tako mednarodnem turnirju, ta veselje. To ni kar tako, ne? Tudi premaga zmago, no. Ta veselje, tudi če smo izgubili, ko smo dali gol, smo bili pa res veseli. In žoga nekako ne pozna jezika, ne? Je kar mednarodni jezik to, ne? Nogomet vsi igrajo. Nogomet je res fascinanten šport, nekako povezuje vse ljudi, no? Ne glede na vse to. Se stkejo kakšne prijateljske vezi med recimo tujo reprezentanco, Belgijo, Nizozemsko, ne vem, pa našimi? Mi smo kar iskali, ker smo zelo družaben, tako da smo najdli z vsemi stik, smo tudi povezave najdli za naprej in tudi upamo, da nas povabijo na kakšen turnir še kam drugam, tako da se veselimo tega. Lepa Belgija? Lepa, bilo je zelo mrzlo, bili smo v decembru, ki je bilo... Ampak ste znotraj igrali? Smo znotraj igrali, ampak je bilo, tudi znotraj je bilo zelo mrzlo. Šparajo? So tudi gor, imajo več varčevalnih ukrepov kot pred nam. Pred nam, kaj fajn živimo, ne? Zebel, ko bi šli na alpski miting, ampak med tekmo pa sem prepričan, da nobenega ni zebel, smo pa vsi zelo špicali. Gledalci v dvorani so potem s bundami gledali tekme? Tako, ja. Če nisi igral, si bil v bundi, no. Tako je to. Tako da je kar fajn, ne? V Sloveniji, ki je še toplo, ne? Ja, tako. Domen, hvala za vse, kar si povedal, ne? Zagotovo bova še kakšno rekla potem, ko boš prišel iz Berlina, ne, z ekipo, pa jaz upam, da tudi s kakšno medaljo, čeprav se ni to namen. Čeprav, ne? Je pa lišče zmagati, ne? Cilj sanje so, no, tako bom povedal iskreno, ja. Ciljate na medaljo? Ja, sanjamo o njej, no, tako bomo rekli, ne. Cilja si pa še nismo zadali, bomo odigrali neki tekem, pa bomo videli, kako bo šlo. Hvala. Evo, z nami je že drugi gost, športnik Peter Lenart. Tebi pa res lahko rečemo, da si športnik, tako kot Domno, ne? Veliko športov si že preizkusil. Katere še? Plavanje sem dal skozi, sem tudi šel na tekmovanje v plavanju prek specialne olimpijade, potem sem pa alpskem mitingu prek specialne, zdaj grem pa, bil sem tudi na unit fightu v Belgiji z Domnom. Z nogometom? Ja. Pa zdaj pa grem na svetovne igre v Nemčijo. Ampak, ne, jaz vem, da ti tudi tečeš, ne? Tudi starši se veliko tekov udeležujemo, mami nas prijavlja. Bil sem na Bljanskem maratonu, mi to doma omogočil. In kako je bilo na maratonu, ker tam pa je, ne? Tam je pa kar težko zmagati. Težko? In ti si tekel, ne vem, maraton? Desetko. A to je zdaj največ, kar si? Ja, največ 10. In koliko potrebuješ ti? 1 minuto pa še nekaj minut. 1 uro? 1 uro, ja, nocem, da pretečem. Doma tudi lafam po 10 km čez dan. A te lahko vprašam, pa jaz upam, da mami poslušala, kdo je boljši, ti ali mami? Približno si enak. A si enak, kaj pa ati? To teče, vsi trije tečemo. Je to lepo, ti je lepše, če greš sam ali če greste skupaj? Boljše mi je, da gremo skupaj. Zakaj? Zato, kot družina mi je všeč, da se podpiramo. Zdaj, jaz med tekom nekaj časa govorim, če gre kdo z mano, potem pa začne sape zmanjkovati, ne? In sem potem tih in v svojih mislih. Kako pa je pri tebi? Jaz med tekom nič ne govorim, sem v svojem svetu. Me navijači spodbujajo tam, kaj lafaš, to mi veliko pomeni. Kaj lafaš med ulicam, da te spodbuja, to mi največjo kondicijo mi da, pa me požene, da imam moč pri teku. Super. Peter, jaz včasih, ne, ko sem dejal, grem na te treninge, ki jih imate v sredo, ob sredah v Zagorju, ti se pripelješ z vlakom iz Litije, ne, in tebe včasih vidim v golu, kot golmana, ne, vratarja, včasih pa tudi igraš. Kako je zdaj s tabo? Domen me ponuca tudi včasih, ker nimamo Brankota, naprimer gremo gol, na unit fightu mi je prijavil za golmana, sem še branil za slovensko reprezentanco, sem branil. Tle v Nemčiji grem pa kot igralec za reprezentanco igrati slovensko. In kaj ti je bolj pisano na kožo? Igranje. Kje? Zadaj, spredaj? Domen me ponuca v napadu pa v obrambi. Najmočnejši sem pa v obrambi, ki mi ne more noben žogo vzeti, mi težko žogo vzamejo. Aha, si tak pravi obrambni igralec, ne? Ja. Zdaj, kako je bilo v Belgiji, ne? Zdaj, verjetno si dobil kakšen gol, ne? Dobil. Kako se takrat počutiš?
škoda je gola, ne moreš pomagati, gol je gol. Jaz sem dal maksimum sebe, nasekiram se. Sekira se malo. Sekiram se, dobili smo v zadnji minuti, smo vodili 2-0, v zadnji sekundi smo dobili gol, bi lahko zmagali 2-0. Ti smo jim najbolj žal. To je najbolj hudo, ne? Ja, kad dobiš v zadnji minuti gol, to ti gre najbolj. Pozornost pade, ne? In, Ja. Zdaj, jaz tebe tudi včasih na treningu spremljam, ko dobiš gol. Jaz sem včasih igral s kakšnim igralcem, golmanom, ne? Ja, Ki se je potem jezil na druge igralce. Tebe pa ne vidim, ti se pa na sebe jeziš. ja. Za sebe, ne moreš pomagati. Ne moreš pomagati, ne? Ne, gol je gol. Sekira se, sam, Nikaj, ne? Nikaj. Domen je povedal, ne, da sanja medaljo. Ti že tudi sanjaš medaljo? jaz grem gor uživati, kar bo. Če pridem s krajem zadovoljen, če ne pa ne. Jaz iščem prijateljstva, pa se grem družiti gor. A si dobil kaj, si stkal kaj novih prijateljstev v Belgiji? Jaz sem se z enim Nemcem se ful dobro razumela. In kako se pogovarjata? Pa angliško so se pogovarjala. To gre, obema. Ja, ja. Zdaj ti imaš tudi svoj FB profil, ne? Ja, Si tudi tam našel kakšnega prijatelja iz Je. tujine? tudi. Pa prej si mi dejal, da v prostem času rad bereš. Ja. Kaj pa? Knjige, različne knjige. Imaš kakšno knjigo, ki ti je? Ne, Ne. imam. Kaj filme tudi gledaš? Ja, tudi. Najraje pa igraš nogomet, aj Ja. tečeš. Zdaj, kaj je tisto, kar imaš Vodvoje najrajše? rad počnem, prosim. Kako? Vodvoje rad počnem. Oboje. Ja, Ja, ne bo tako še naprej, ne? Ja. Želim ti še veliko uspehov, pa seveda pazi na noge, ne? Da ne bo prišlo do kakšne poškodbe. se je že tudi prišlo, je že tudi prišlo. Na enem turnirju so se z golmanom zaltila, Vespoza, ki je golman našemu šlo žoga, jaz sem ga pa rešil, pa mi je skopačka direktor uček. Na zadnjem turnirju, lih, na zaključku. Kakšen nogomet pa rajši igraš, tisti s kopačkom na travniku ali ta v dvorani? Pa meni bo dvoje. A, kako? Bo dvoje rad igram. Najraje imam pa v telovadnici. V redu. Hvala ti. Hvala vam. Evo, z nami je še eden odličen športnik, Mitja Čamer. Mitja, živijo. Živijo. Zdaj, ti si pa uspešen športnik tako v zimskih športih kot v poletnih športih. Sej, tudi tvoj prejšnji sogovornik, ne, predhodnik je v tem. V katerih športih si ti doma? Nogomet, košarka, badminton, kaj je tisto? Ja. Kaj pa zimski športi? Smučanje, teki. Tudi tek na smučeh. Ja. Zdaj povej mi, ne, alpsko smučanje poznam tudi tek na smučeh. Kaj je bolj prej padeš? Alpsko smučanje. Kaj pa, ko daš tiste tenke smuči pri teku? Je kar fajn, sam je naporen. Je kar naporen, ne? Odvisen kakšna proga je. Ne? Zdaj, Ja. če je zelo hrib, A še nisem šel čisto hrib. greš bolj poravnan. Ja, ja. Ti se vsak teden greš smučati. Ja, na Roglo. S kom pa? Z oči tam. Oba rada smučata? Ja, In kakšno je smučišče na Rogli? lepo. Lep. Greš na vse proge? Ja, vse. Vse. Ti si bil tudi kandidat, ne, za specialne olimpijade, Ja. v teh zimskih, ne? V Rusiji ne bi moralo biti. Ja, Kazani. In kako to, da potem ni bilo? Z dvojna ali kva neki, ne vem. Covid mogoče? Ne vem, V glavnem ni bilo, ne? ne. Si zdaj bo šel, te čaka kakšno tekmovanje? Ja, zakopane. Poljska. Ja, V kakšnem športu? alpsko smučanje. In kaj je to? Slalom, veleslalom, smuk? Slalom. Ali Veleslalom. veleslalom. In kaj ti gre bolj? Veleslalom. Veleslalom. Zdaj vsak teden to treniraš, ne? Vsak teden pa treniraš tudi nogomet Ja. v telovadnici. Zakaj? Ker gremo v Berlin za 14 dni. Tako. Na svetovne igre. Ja, In pričakovanja? že mal. Že kje sanjaš medaljo? Ja, tudi. A si bil zdaj v Belgiji? Ne, Ti je bilo kaj žal, da ni šel? ne, enač. Ne, tebi ni žal, Ne. če ne greš.
Kako se ti pa treningi ob sredah? Fajn. Super. Vedno samo nogomet? Nogomet. Si napadalec, obrambni igralec? Napad. Pa obramba. Daš kak gol? Tudi. Si kaj navijal na svetovnem prvenstvu zdaj, ki je bilo končano ob koncu leta v nogometu Za Argentino. z Argentino? In kdo je bil zate najboljši nogometaš? Messi. Zakaj? Kaj je najboljši na sveti? Res da? Ja. Ne boš nikoli tak, ne? Ne. Sej, jih je zelo malo takih, ne? Ki so njemu podobni. No, in kakšni so tu treningi, so naporni? Kaj? So naporni. Imate kaj tekanja predn dobite žogo? Tudi. Doma, daj sediš na takšnem kolesu, sobnem, ga nimaš? Ne. Pa bi ga imel? Ne. Ne. Dolgočasno? Ja. Rej, telovadiš zunaj. Ja. Koliko časa si pa ti že v varstveno-delovnem centru 3 leta. in kako se počutiš tu? V redu. Je čisto dobro? Ja. Imaš veliko prijateljev? Ja. Ja, še naprej jih imej, ne? Pa bodi uspešen na teh igrah, ki te čakajo. Bom. Ajde, Jujo. Živjo. Evo, z nami je še en športnik, Dejan Antolič iz Trbove. Dejan, Žujo. Ja. Kateri športi so pa tebi najbolj všeč? Nogomet, pa tudi ping-pong, pa Ta dva športa. ja, Košarko, kaj pa smučanje, zimski športi? ja, v bistvu je tako. Mal, Maj. A če so športi po televiziji, jih kje spremljaš? mal. Maj. Včasih sem formulo, zdaj pa ne. In si navijal za Schumacherja, Ja, Ferrari, Ferrarija. Žal, ne? Ga že nekaj časa ni na tekmovanjih. Ob sredah pa greš na treninge vsak teden ja, in je dobro. ja, fajn. In kaj pa ti igraš spredaj, zadaj? Tako reče, Kaj pa rajši igraš? nogomet, Napadalec ali obrambni igralec? v boje, Oboje. Zdaj ti si bil v Belgiji, ne? ja, Kako je bilo? fajn. Si dal kak gol? Enega, Super. In kako je dati gol fajn, v tujini? ja, Si bil vesel? ja, zelo. Kako proslavljaš? Letiš, se kar ne ustaviš? Ja, A tako? ja, In potem objemi, ne? ja, A ti greš tudi na te svetovne igre ja, v Berlin? ja, Že komaj čakaš? ja, Boš verjetno pridno treniral, ne? ja, Zdaj, Domen je dejal, da že malce sanja, ne, o medalji. Ti tudi že kaj sanjaš? ja, mal. Misliš, da boste uspešni? Boste, ne? Ja, Dejan, ja, hvala ti za vse, kar si povedal. ja. Sam to mi povej, kje je boljše, v Zagorju ali v Trbovljah? Težko vprašanje, ne? Isto. Isto, ne? V Trbovljah si doma, Ja, v VDC si po službi, ne? ja, Ja, in je posod lepo. ja. Hvala ti. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse.
Ponedeljek je dan za reporter.